Torej imamo kar... Boštjan, kar pridi. Ali bomo, da me država rado še bolj Ljubljančane poslušati. Bi raje pa mogoče navezal na to, kar zanima nas Ljubljančane in verjetno zelo tukaj ljudi v Logatcu in pač širši okolici. Veliko se pogovarjamo o tej gneči, ki jo pač doživljamo in smo jo deloma doživljali tudi danes, ko smo se iz Ljubljane nekateri pelali sem. Zdaj pač v planih so, seveda, ministri za infrastrukturo bojo vedno ob začetku mandata obljubili, ja, še letos bomo začeli graditi 6 pasovnico in tako naprej. Videli smo, koliko se je na tem področju do zdaj spremenili, pol imamo nekatere, ki govorijo, ja, če bomo pa 6 pasovnico naredili, bo pa kmalu tako zabita, kot je zdaj 4 pasovnica, kaj boste pol hoteli 8 pasovnico in tako naprej. Me malo zanima, kako v bistvu nekdo, ki že malo vse razume na te stvari, župan in obenem bodoči poslanec razmišlja o tem. Hvala lepa. Glejte, mi smo delali nekaj let nazaj celostno prometno strategijo, kako ravno ta problem rešiti, ki ste ga vi izpostavili. Zdaj mi v Logatcu imamo res veliko delovnih mest v teh obeh obrtno-industrijskih conah, imamo tudi veliko podjetje v obrtnikih, razdeljeno po celi naši občini, ki šteje 172 kvadratnih kilometrov. Želimo tudi nekako pospešiti, da bi se vozili z vlakom v Ljubljano ali po Postojno proti Trstu-Koper. Iz tega razloga bomo tudi pri železniški postaji gradili park and ride s pomočjo države, ki bo tudi obnovila vse železniške postaje in tere od Ljubljane pa do Divače. In skozi to spodbudili, da bi ljudje puščali te avtomobili tukaj. Seveda je treba te vlake modernizirati, kajti čas je še vedno dragocen. In ko smo delali to celostno prometno strategijo, je vprašal eden, no, gospod župan, kaj si pa vi želite, da bi leta 2045 pisali v enem najbolj eminentnem časopisu. Če študiram, sem rekel, da bi bila Tržaška cesta skozi Logatec-Korso. Vsi so se smejali, gledali, ampak če bomo res tako naredili, da bomo imeli delovna mesta blizu, da bomo imeli delo v domu, kad je zdaj nas tudi tale COVID pritisnil, da bo to, kar se gospod Kovšca prizadeva, postavili pokrajine in tudi službe porazdeliti, neki Cerknico, neki Logatec, Vrtnika, Postojna, vse okrog, bodo lahko te službe se upravljale tukaj. Če imamo zdaj geodetsko upravo v Logatcu, pa imamo davkarijo, pa delajo te tudi za Domžale, pa za druge konce, vse elektronsko, to pomeni, da ni treba, da je ta parker na avtocesti tok z avtom. Ampak mi smo še vedno navajeni z avtom, pa človeka viditi, roko dati se domen. Ampak počas bomo te stvari spremenili. Ko sem jaz hodil v šolo, smo računali na Rehenšiver, no, zdaj smo na računalniku, bo še mrski drugega, ampak da se to narediti. Seveda, zelo fino bi bilo in je treba najti rešitev tudi iz avtoceste preko Rakeka, največja točka šipka je ta podvoz pod železnico, to bo treba rešiti, a ne, mi vemo, da je Podskrajnik industrijsko razvit, pa je še Loška dolina, ima dolino plastiko, pa lesna industrija, pa tudi na blokah, skratka, tam je nek zamašek, to bo treba rešiti in seveda s to, kot sem rekel, z široko poslovnim internetom, pa z vsemi ostalimi temi stvari, te center povezati z podeželjem, tako da bo tem ljudem laže. Fino bi bilo tudi, da bi se kakšna srednja šola naredila, kot je že bila v Cerknici, a ne? In v Logatcu imamo vzgojni zavod, za ene 3 poklice se lahko tam šolajo, v tem zavodu je več učiteljev, vzgojiteljev, kot je otrok, in lahko bi tudi te naši fantje, ki bi se izobraževali v nek poklic, popoldne izrabili prostore naših osnovnih šol, ki so popolne prazne, prišli do tega poklica, prakso bi pa upravljali pri teh naših podjetnikih in bi prišli te fantje in dekleta do poklica, ki ga rabimo. Jih nimamo v gostinstvu, jih nimamo v gradbeništvu, nimamo v vseh poklicih nam manjka delovnih ljudi. Kot sem pa že rekel, družboslovcev je pa preveč, ampak jih tudi rabimo. Jih rabimo,
samo ni prav razdeljeno, potem jih imamo na zavodih za zaposlovanje. Tako da mislim, da promet bo treba urediti. Bil je tudi zelo enkrat veliko govora še v enem krožni cesti, en cerkev okrog Ljubljane, v primeru okrog 70 km, ampak to je spet problem zaradi zemljišč, zaradi varovanja okolja in mislim, če bomo te službe porazdelili izven centrov, da bo tudi to na tem področju lažje. Jaz v državnem svetu s tem problemom ukvarjam približno 4 leta, takrat smo tam se tam. Zdaj čisto enostavno. Če gledamo drevo, pa ne vidimo gozda, potem nam nič ne pomaga. Ljubljana preti, da bo postala črna luknja Slovenije, da bo požrla vso gospodarsko aktivnost in vsa sredstva in vse službe. Leta 2019, ko smo se začeli ukvarjati ponovno s tem, da bi ustanovili pokrajine, se v Ljubljano vozilo 86.400 dnevnih delovnih migrantov. Leta 2021, to govorimo v oktobru 2019, 86 stavljev. Dobrih 86 stavljev. 21. januarja 117.000 dnevnih delovnih migrantov. Če bo trend naraščal linearno tako kot do zdaj, Ljubljana v 5 letih ima več zaposlenih kot prebivalcev. Logična posledica, treba bo te ljudi spraviti v Ljubljano in iz Ljubljane. Predstavlja to ogromno tveganja. Varnostno tveganja, promet. Treba ti ljudi oskrbeti, ti malcejo, kaj spijejo. Večina izmed njih mora priti v eni uri na šiht, pa je šihta, če ne se to ne splača. Če zgradimo okrog Ljubljane še en obroč avtoceste, je cena tega projekta zaradi odkupa zemljišč, ki so okrog Ljubljane vsak dan dražja, cena tako velika, da potem nobena regionalna cesta več ne bo dobila državnega denarja, ne bo zgrajena, ker bo zmanjkalo denarja za vse. Enkrat, cena tega obroča je točna, kakor bi bila cena, če bi šli še eno os zgraditi čez Slovenijo avtocesto. Daljnoročno se ta problem reši tako, da istočasno zagotavljamo, da se čedalje manj avtomobilov vozi v Ljubljano, to se pravi s pojačanjem javnega potniškega prometa, najbolj železnic, pa mogoče še tramvajske proge. Po drugi strani treba pa že zdaj ta moment začeti z decentralizacijo države na ta način, da se lahko ustvarjajo kakovostna delovna mesta na periferiji, da mladi ljudje ne rinejo v Ljubljano. Če mladi ljudje rinejo v Ljubljano, gledajte, bistvena razlika je v starosti zaposlenih. Tisti, ki imajo že družine, urejen stanovanjski problem, so resni dnevni migranti, ki hodijo v Ljubljano pa nazaj. Tisti, ki si družine še ustvarjajo, pa ne želijo ene ure dopoldne, pa ene ure popoldne prebiti na cesti in si iščejo tudi bivališče v Ljubljani. In s tem pritiskajo tudi na cene nepremičnin. In s tem se tudi veča interes gradbeništva, da zide v Ljubljani, pa ne drugi, ker se v Ljubljani lažje proda in se proda za katero koli ceno. In to je nek začaran krog, ki se vrti okrog samega sebe. Kdaj je to nastalo? Nastalo je takrat, ko je centralizirana oblast v Republiki Sloveniji malo po osamosvojitvi začela podhranjevati občine. Občinam, lokalni samoupravi se je dalo premalo denarja. Župani so potem gasili požare in v občinah so v bistvu investirali tam, kjer je bila največja koncentracija prebivalstva. Naselja, ki so bila v občini mogoče iz urbanega centra malo umaknjena, so dobivala manj, logično, ker je bila tudi pritiske bil manjši. In kaj se je zgodilo? V teh naseljih so začeli težiti po osamosvojitvi. Naredili so referendume, ustanovili so nove občine. In ja, pomagali so si. Dejansko so dobili več sredstev potem direktno od države, kot so dobili prej od matične občine. In s tem procesom podhranjevanja lokalne samouprave smo mi dobili 212 občin. Potem se je pa nekdo modro spomnil, ker je rekel, preveč občin imamo in res imamo preveč. Pa dajmo mi to zdaj zreducirati. Kako? Ja, znižali bomo financiranje občinam, pa jih bomo pritisnili, da bojo ugotovili, da ne morajo preživeti, pa se bojo združevali. In veste, kaj se je zgodilo? Ne samo, da so preživeli, če uspešno se razvijajo. Razvili so način razmišljanja in delovanja, da lokalna samouprava po izsledkih računskega sodišča v Sloveniji z 1 evra javnega denarja naredi 2,1 evra profita. Medtem ko pa centralna
državo, ministrstvo, pa iz 1 evra naredijo 1,6. Govorim o investicijskem denarju. To se pravi, da lokalna samouprava boljše investira, boljše gospodari. Zdaj lokalno samoupravo šikanirati in jo združevati nazaj skupaj, to ne bo šlo. Tukaj so te pokrajine rešitev. Zakaj? Ker na nivoju pokrajine je pa investicijska moč tako velika, da se te osnovne stvari, o katerih je Berto zdaj govoril, osnovne stvari, regionalne ceste, regionalna infrastruktura, regionalni energetski objekt, izobraževanje, sekundarna zdravstvena oskrba. Z regionalnimi sredstvi se pa to da delati. Z regionalnimi sredstvi se da cerok narediti za nekaj občin skupaj. Da se ga tudi zdaj, če se občine poveže. Ampak veste, kaj se zgodi? Ker je vsaka občina samostojen pravni subjekt v teh projektih, kjer se občine povezujejo, vse sodelujo kot entitete, kot posamezne. In v eni občini se nekaj zgodi, neka katastrofa, zmanjka denarja in pade cela konstrukcija za vse te občine, ki sodelujo v projektu. In je treba še enkrat občinske svete. Še enkrat se treba uspevati delati novo finančno konstrukcijo in projekt peljati naprej. In v bistvu se vrtimo v začaranem okrogu. Občine dobro sodelujejo, med sebojno si tudi delijo občinske službe. To je že racionalizirano, ampak več kot toliko se pa tudi ne da. Je pa ta konglomerat občin, ki sodelujo na nekih projektih skupaj, dogovorno, s podpisom sporazumov ali pogod, je toliko moče, kot je močno najšibkejši člen, se pravi najmanjša najšibkejša občina. Tudi če pa, če vodovod gre glih, čez najšibkejšo pa med dvema močnima. In teh projektov se ne da pelati. Zato je potrebno razmišljati o Ljubljani in o Sloveniji na ta princip, da se možnost razvoja poveča, če se sredstva iz centra razporedijo bliže potrošnikom. Pa ne bomo imeli več tešov, ne bomo imeli več drugih tirov. Zakaj? Ker take stvari so nacionalni projekt pa dobi politično štampilko še takrat, kadar ga pokrajine potrdijo. Jaz si ne predstavljam, da imeli v Sloveniji 10-14, koliko že pokrajin, pa da bi te pokrajine se strinjale v to za en tak projekt, kot je bil še tež. Ne verjamem, da bi to morali. Če gre pa za odločitev v parlamentu, pa se veste, dve stranke, ki tvorita koalicijo najmočnejših segmentov, pa stvar ena. Tisti moment, ko pa to ni več v roki dveh strank, ampak je v roki vseh pokrajin, kjer pa stranke nimajo vse enake moči, je pa zadeva dosti demokratično. To bi bil odgovor na vaše vprašanje. Treba se zadeve lotiti dvosmerno. Eno je ustvarjanje želje, volje in možnosti, da se ostane doma na periferiji, da se ne rine v Ljubljano, in drugo je, da se Ljubljana razvija na drugačen način. Še zmeraj bo prestolnica, še zmeraj bo tam najmočnejša gospodarska aktivnost, ne sme pa biti ta gospodarska aktivnost taka, da zahteva ogromno delovne sile. V Ljubljani imamo zelo nenavadno situacijo, od high-tech podjetij do delovno intenzivnih panog. Kje je v tem logika? Da se v delovno intenzivne panoge transportirajo delovci. Kjer je manjša dodana vrednost, tam morajo biti manjše logistične poti. Manj prevozov na delo. To je čista ekonomska logika. No, mi smo pa v Ljubljani v bistvu skoncentrirali vse, od igle do lokomotive, zdaj imamo težave. Tako da, jaz ne govorim kot sovražnik mesta Ljubljana, jaz sem v Ljubljani že do 20 let. Jaz sem še zmeraj gospodarsko dejavnost v Ljubljani, rad bi, da je to tako. Ampak veste, včasih se zgodi, da službo ne morem, ker so v nekaj zaposleni v Petrolu, banki, na Alpesu, tam okoli plave Ljubljane, sploh službo ne morem. Ker so vsi parkirani tam. Zdaj ne moreš jim reči, ostanite doma, ker pridete na avto što. Če se pa pele iz Logatca v Ljubljano, pa hoče priti v službo, do železniškega avtobusne postaje še nekako pride. Od tam do Spodnje Šiške, pa ne vem kam, je pa tudi zgodba. Če hočeš zagotovo priti v Ljubljano, v službo z Logatca, v pojem, jaz sem se izživrš vozil 1 leto. To sem moral 1 uro. 1 uro sem tempiral. Izživrš do Ljubljane, do službe, planu do Gunje. To je za ljudi uničujoče. Zdaj si pa predstavljate, da je teh 117 tavžen dnevnih migrantov, ki povprečno pa 1 uro za prihod, pa 1 uro za odhod. A veste, koliko ur življenja na dan je brez življenja. Tako da mislim, da bomo to bomo naredili. Tega se bomo naredili. Hvala lepa. Hvala.